Naslednje predavanje je na temo prve slovenske analize navad in prioritet oseb z oviranostmi in starejših pri uporabi spleta. To analizo smo naredili v zavodu 11y.si predvsem zaradi tega, ker že 15 let, odkar se jaz ukvarjam s tem, se sklicujemo na tuje vire, kako se splet uporablja, in kadarkoli se sklicujemo na te tuje vire, dobimo od naročnikov, od strank, od kogarkoli vprašanja, ja, kako je pa s tem pri nas. In smo rekli, nič bomo pa začeli delati vzporedne ankete v Sloveniji. Letos smo jo opravili prvič, upam, da bomo naslednje leto opravili drugič, še leto kasneje, da bodo postale redne in da bomo v to anketo lahko zajeli vse večje število uporabnikov. Pripravo ankete je vodila magistra Andreja Bevc, ki bi morala to predstavitev tudi izvesti. Tudi ona je žal zbolela, nas spremlja sicer nadaljavo, ampak je čisto brez glasu, tako da me je prosila, če jaz to izvedem. Pri projektu smo sodelovali vsi, ki sodelujemo redno v zavodu 11y.si in še študentka specialne pedagogike z Pedagoške fakultete v Ljubljani. Zahvaljujemo se tudi Nacionalnemu svetu invalidskih organizacij, Zvezi slepih in pa ostalim invalidskim organizacijam, ki so nam pomagali pri posredovanju anket do svojih članov, da smo prišli do končnih uporabnikov, da smo dobili, lahko rečemo, za prvo anketo kar zadovoljivo število ustreznih odgovorov. Se pravi, zakaj anketa? Zelo malo podatkov o uporabniških izkušnjah je na razpolago. Ankete, na katere se sklicujemo v tujini, so večinoma omejene samo na slepoto, se pravi samo na omejeno uporabnikov bralnikov zaslona. Redno spremljamo anketo WebBEIMA, ki jo dela vsako leto, ki je nekako za vse, ki se ukvarjajo z dostopnostjo alfa in omega za uporabnike bralnikov zaslona, se pravi za osebe, ki so slepe ali z gibalno oviranostjo in jim bralniki zaslona pridejo prav. In pa seveda je treba upoštevati, da imamo zelo velik delež oseb z oviranostmi, veliko širši od uporabnikov bralnika zaslona. Zato se nam zdi, da je razumevanje oviranosti, razumevanje načina uporabe spleta, kaj osebe moti, kaj so njihove preference, ključnega pomena za to, da lahko ustrezno tistim, ki želijo res pripraviti dostopno spletišče, dostopne mobilne aplikacije, da znamo ustrezno predlagati, kaj je pa tisto, kar se uporabniki želijo in kaj jih najbolj moti, se pravi, da imamo neke vrste prioritete. Anketa nam je dala tudi informacije, to boste videli v nadaljevanju, da je potrebno še veliko zaveščanja tudi med samimi uporabniki sami. In pa pomembno, kaj jih bremeni in pa seveda, kaj jih ovira na spletnih straneh. V anketi je sodelovalo 130 oseb z oviranostmi in pa starejših, od tega 71 gibalno oviranih, 43 oseb z oviranostmi vida in pa 26 starejših, ostali so pa slušno, kognitivno ovirane osebe in prav pri teh dveh skupinah si želimo, da bi v naslednjem letu dosegli večji doseg pri populaciji. Demografske značilnosti nakazujejo, da je anketo izpolnilo izredno malo mladih, se pravi do 20 let jih je bilo približno 1%. Razlog temu je, da če bi želeli recimo pri zavodu IRIS ali kakšni organizaciji, ki je šola in ima osebe z oviranostmi narediti anketo, bi morali pridobiti soglasje njihovih staršev, da tako anketo izvajajo. Tega se bomo mogoče lotili v naslednjem letu. Imamo pa kar precejšno število srednje populacije in pa starejše populacije. 53% oseb anketiranih je imelo status upokojenca, 34% oseb zaposlenih, ostali so bili še nezaposleni. To nam tudi nakazuje, da je digitalna dostopnost izredno pomembna tako za zaposlitev, za zaposlene, kako lahko delajo, in pa seveda za izobraževanje in pa možnosti zaposlitve. Kaj nam pomaga imeti nekoga dobro izobraženega, nekoga ustrezno kompetentnega kandidata za delovno mesto, če mi nimamo orodja, ki bi bilo dostopno, da bi lahko ta kandidat normalno delal tako kot vsi ostali. In to je ena večjih težav, ki se lahko nakazuje, saj rešitve še vedno niso dostopne. Povečevalnik zaslona uporablja od anketiranih kar 30% oseb.
prilagojene tipkovnice, kazalne naprave 21,5% oseb, bralnik zaslona 16,3% oseb. To, kar smo zdaj predstavili, je seveda logično glede na razmerja, kot smo jih prikazali, se pravi, največ je bilo starejših, potem vidno gibalno ovirani in pa vidno ovirani. Zelo težko je v nekaterih situacijah ujeti, kaj pa potrebujejo tisti, ki so kognitivno ovirani. Tam so tudi standardi taki, da to področje morda še malo premalo nagovarjajo. In pri kognitivno oviranih osebah, ki imajo morda pomanjkanje koncentracije, demenco in podobno, lahko na končne produkte vplivamo predvsem s priporočili, ne z zahtevami, zato ker so še zelo slabo zastopane v samih standardih dostopnosti. Najpogosteje uporabniki bralniki zaslona so VoiceOver, kar je zanimiv rezultat za Slovenijo, splošna uporaba na računalniku Govorec in pa JAWS, strani uporabnikov s slepoto je to JAWS, pri starejših pa slabovidnih je to tudi Govorec. Za mobilni telefon se večinoma uporablja Android, se pravi TalkBack na Androidu in pa VoiceOver na iOS-u. Pri tem se moramo seveda zavedati, da na iOS-u, ko govorimo o VoiceOveru, ni slovenskega jezika še zaenkrat, se pravi, da vsi ti uporabniki, največ uporabnikov, ki jih uporablja vsakodnevno VoiceOver, išče alternative, ali je to češki, ruski, srbski jezik ali pa se matrajo s kakšnim drugim jezikom. In upamo, da bo kmalu podprta tudi slovenščina. Ministrstvo za kulturo je naredilo pravi korak v to smer z zakonom o spremembo zakona o uradni rabi slovenščine, kjer vsem ponudnikom, vsem prodajalcem naprav nalaga, da morajo biti operacijski sistemi tudi v slovenskem jeziku. 86,4% bralnikov zaslona, uporabnikov bralnika zaslona ga uporablja zaradi oviranosti vida, ostali zaradi gibalnih oviranosti ali govornih oviranosti. 45% uporabnikov bralnikov zaslona poleg tega uporablja tudi Braillevo vrstico. Zavedati se moramo, da znanje brajice med slepimi je približno 10% oziroma nekaj manj. Vsi ostali uporabljajo v kombinaciji z bralnikom zaslona sintezo govora. Ta je lahko ali e-bralec, ki je plod slovenskega znanja, ali pa že vgrajen govorec, ki je vgrajen v operacijske sisteme Microsoft. In kaj pričakujem, potrebujejo uporabniki naprej? Prva stvar, ki nas je malo zmotila oziroma smo bili zelo presenečeni, je zelo slabo poznavanje zakonodaje o dostopnosti. Ko smo jih vprašali, kako dobro poznajo obveze glede izjave o dostopnosti, je samo 4% takih, ki pravijo, da to dobro poznajo. In skoraj polovica, ki pozna slabo, in skoraj tretjina takih, ki izjave sploh ne pozna. In tukaj je tisto področje, ki ga mi vidimo, da morda skupaj z invalidskimi organizacijami, skupaj z ostalimi zagovorniki nediskriminatornih politik, tudi pri uporabnikih probamo v naslednjem letu ali v naslednjih letih narediti velik korak naprej. Se pravi, povečanje zavedanja uporabnikov, povečanja oziroma aktivacija uporabnikov v primerih, ko naletijo na neko vsebino, ki je nedostopna. Zakaj? Ko smo jih vprašali, kako pogosto nekdo preveri izjavo o dostopnosti, jih kar 85% odgovori, da jo ne preveri. Izjava o dostopnosti je namenjena osebam z oviranostmi. To ni zakonska obveza, ki naj bi bila neko administrativno breme. V izjavi o dostopnosti bi moralo pisati, kaj na strani je dostopno, kaj ni dostopno, katere so funkcije dostopnosti in bi morala osebam z oviranostmi pomagati kvalitetneje uporabljati neko spletišče ali aplikacijo. In že iz pogleda upoštevanja izjave dostopnosti iz strani uporabnikov vidimo, da izjava o dostopnosti v tem trenutku še nima te funkcije, ki bi morala biti ključna funkcija. In pa seveda, kako pogosto se lastnike opozori na nedostopnost, je kar 8% takih, ki nikoli ali redko to ne naredijo.
Ena od zakonskih obvez je prav informacija znotraj izjave o dostopnosti o tem, kako se lahko pritožijo, so roki, da je treba v 8 dneh odgovoriti in kam se lahko pritožijo na Inšpektorat za informacijsko družbo, če jim zavezanec v 8 dneh ne odgovori. Mi smo načeloma prepričani, ne načeloma, smo trdno prepričani, da če bi bili te odstotki malo drugačni, recimo, če bi se približevali 50% oseb, ki se pritožujejo, ki sporočajo, kaj je narobe, ki prosijo organizacije, da ne končno zagotovijo svojo dostopnost, da bi se na tem več delalo. Ja, to je dodatno delo, to bi se dalo mogoče spremeniti tudi z načinom, kako je izjava o dostopnosti pripravljena, če bi bil tam klik pa obrazec, ne pa, da je treba maile odpirati, ampak to je pač stvar zakonodaje, kako je spisana, se pravi, če bi bila samo oddajanje pripomb lažje, bi bilo tega mogoče več. Ampak ne glede na to se moramo zavedati, da če ni povratnih informacij, to še ne pomeni, da je zadeva dostopna. Kar pomeni, da zavezanci, ne glede na to, da uporabniki ne sporočajo napak, bi morali sami poskrbeti za dostopnost. To, kar sem do zdaj govoril, bi bil lahko pritisk na zavezance, oni pa morda to uporabljajo za izgovor, saj se nihče ne pritoži. Kaj jih najbolj moti? Utripajoča vsebina, obrazci, ki so ali popolnoma nedostopni ali zapleteni za izpolnjevanje. Pomanjkanje časa, se pravi, ko poteče čas, preden se odda obrazec, je treba poiskati številko osebnega dokumenta, recimo, in podobno. Uporaba tujega jezika znotraj obrazcev. Slovenski e-davki. Slovenska e-uprava, ko dajemo elektronske vloge. Ne vem, če veste, kako deluje, koliko od vas oddaja elektronske vloge, oziroma koliko od vas oddaja elektronske vloge z uporabo bralnika zaslona. Znotraj spletne strani se nahaja en e-frame, v katerem je eksplicitno določeno, da vsebina znotraj tega e-frama je pa v angleškem jeziku. In potem, čeprav je vsebina v slovenščini, bralnik zaslona kako bere? Za angleško sintezo. In kako to, da tega v Sloveniji nihče ne odkrije, odpravi, reši? Mesečno, vsakotedensko skoraj, pa spremljamo objave ministrstev, dodali smo novo e-vlogo in mi imamo v glavi, seveda, dodali ste novo nedostopno e-vlogo. Odsotnost naslovov, enaka imena povezav, tako kot je tukaj zraven, več informacij, več informacij, več informacij, več informacij, več informacij o čem? Kontrasti, dokumenti so zelo pogosto nedostopni. Tudi tisti dokumenti, ki morda niso samo skeni, se pravi, ki imajo noter tekste, če dokument nima strukture, če nima naslovov, če nima ustreznih kontrastov, enaka pravila veljajo za dokumente po SIS-TEN 301-549, enaka pravila veljajo za dokumente kot za spletišča. Vseh 50 kriterijev za spletno stran je preslikanih na dokumente. Če se na spletni strani zdaj mogoče 5% zavezancev trudi zagotavljati dostopnost, pri dokumentih smo še vedno na pod 1%. In pa seveda podnapisi in pa prepisi vsebin, kar je pa tragikomika samo zase. Zavedati se moramo, da v zakonu je eksplicitno zapisano, da prevodi v slovenski znakovni jezik bi mogli biti prisotni povsod, kjer je govora o upravnih postopkih. Pojdite pogledati na spletne strani osnovnih šol, ostalih šol, tudi drugod, koliko je tega res objavljenega. Vsak vpis v šolo je upravni postopek. Tega nimajo. E-uprava pa marsikdo se že trudi, tudi predsednica imajo neke prevode v slovenski znakovni jezik, ampak tega je še izredno malo. Potem, katere prilagoditve so pomembne za uporabnike? Dostopnost tipkovnica. Ta odgovor je logičen. V anketi smo videli, največ smo imeli gibalno oviranih in pa uporabnikov z vidnimi oviranostmi.
In ti uporabniki, če ni 100% dostopnosti s tipkovnico, ne morejo uporabljati normalno spletišča. Ali ga sploh ne morejo uporabljati, ali pa zelo težko uporabljajo. Urejenost naslovov, nadomestna besedila nebesedilnih elementov, razdalja in velikost ikon ali gumbov. To je recimo kriterij, ki je prišel med standarde šele z lansko leto nadgradnjo VCAG-ja v okviru 2.2. In prišel je ravno zato, ker so uporabniki tudi v tujini govorili, to potrebujemo. Ker nagneteni elementi, pa nekdo z gibalno oviranostjo, lahko samo artritisom, bo zelo težko zadev ta pravo ikonico med 5 ikonicami, ki nimajo nobenega presledka med sabo. In zato so z novimi standardi, ki še niso stvar zakonskih zahtev, mi pa priporočamo, da se že povsod implementirajo, ker slej kot prej bodo, je rešeno tudi to. Kontrasti, seveda. Kontraste seveda motijo vse. Vzemite telefon, ko je lepše vreme, pejte ven, koliko boste videli vsebin v aplikacijah pa na spletnih straneh, ko vas bo motila neka sončna svetloba v ozadju. Zelo slabo se vidijo. Težave pri zaznavanju vsebin so predvsem pri tabelah, ki so pogosto neoznačene, pri dokumentih, te sem že omenil, in pa pri slikovnih vsebinah, ker seveda nimajo ustreznih alternativnih opisov. Jaz vedno uporabljam ustreznih alternativnih opisov. Zakaj? Ker ni dovolj, da ima slika nek opis. Primer. Imamo neko organizacijo, ki ima neko vodjo, pa nek upravni odbor in imamo slikice teh ljudi na spletni strani. Kaj želimo s tem narediti? S tem želimo prikazati, kako ta oseba izgleda. Najpogosteje v Sloveniji je, da so alternativni opisi na teh slikah ime in priimek osebe. Ampak jaz kot videči, ko vidim to sliko, se to je pa Janez Novak. Ne, jaz vem, kako izgleda, jaz ne vem, da je Janez Novak. Zakaj potem slepemu posredujemo neko čisto drugo informacijo? To, da je Janez Novak, bo nekdo z bralnikom zaslona izvedel iz teksta, ki je pod sliko ali pa nad sliko. Saj to je nekje omenjeno. Zakaj to podvajati? Alternativni opis take slike mora obvezno opisovati opis te osebe. Ker to je namen, zakaj so dali to sliko gor. Vam je težko pripraviti alternativni opis, zbrište sliko. Pa bo stran dostopna. To se sliši kruto, ampak ja. Informacije, ki jih zavedno podajamo videčim, se moramo potruditi, da v enakovredni obliki podajamo tudi tistim, ki ne vidijo. Pač pri slikah so specifični uporabniki, predvsem uporabniki bralnikov zaslona, tisti, ki ne vidijo, in pa še ena skupina osebe, ki nimajo močnih internetnih povezav in izklopijo downloadanje slik, recimo na mobilnih napravah. Zelo pomembna informacija, kaj te osebe naredijo, ko ne morejo nadaljevati nekega želenega opravila. 43% jih zapusti spletno stran, 29% jih poišče informacijo drugje, kar je seveda enak odgovor kot prej, zapusti to stran in poišče drugje. 22% prosi za pomoč nekoga drugega. Ampak kaj pa pri rešitvah, aplikacijah, straneh, kjer ne moramo iti na drugo spletno stran? Elektronske vloge občin, države, e-davki, vse, kar lahko upravljamo samo na enem mestu. Tam ne moramo iti drugam. To nam pove, da 73% osebam so na teh mestih, ko so nedostopni, če so nedostopni, pač predstavljene izredno velike ovire. Vtičnike za dostopnost nikoli ali občasno uporablja 97% oseb, redno jih uporablja samo 3% oseb. To veliko pove o njihovi uporabnosti. Se pravi, zelo pogosto jih uporablja 1,5% oseb. Jaz vas vse vabim, ko vidite vtičnik na neki spletni strani, malo poklikajte, testirajte ga. Vam bo všeč spletna stran, ki vam jo prikaže, bo bolj pregledna ali bo manj pregledna.
In zakaj se naročniki vtičnikov pač ne pritožijo izdelovalcem, ker pač vtičnik pokvari izgled strani, ga ne izboljša. In tukaj imeti logiko, sej vseeno, če je grdo, ampak človek bo lahko vsaj videl, kaj piše, je zelo napačna logika. Gremo na hitro naprej, sem proti koncu. Najpogosteje uporabljen operacijski sistem pri nas je seveda Microsoft Windows. Brskalnik je Chrome, sledimo Firefox. To daje vsem, ki se ukvarjajo z dostopnost, vedeti, na katerih platformah je najbolj smotrno testiranje, na kaj treba še posebej paziti. Za brskanje po spletu se še vedno najpogostejše uporablja računalnik, v nekaj manjšem deležu mobilni telefon, ostali uporabljajo tablico. Več o raziskavi bo kmalu objavljeno na našem spletu. Seveda pa vse vabim, ki imate moč, da širite in pa pomagate pri tem, da sodelujete tudi naslednje leto. Zdaj bi pa mogoče Jožkota prosil, da pa prikaže oziroma obrazloži, kako ta nedostopnost lahko vpliva na osebo, ki nima druge izbire, kot da uporablja produkt, ki je narejen.